V prejšnjem videu smo si pogledali, kako lahko dodamo ozadje tekstu, da je ta tekst bolj viden. Še eno pogosto vprašanje, ki ga dobivam v zadnjih dneh, pa je, kako lahko postopno utišam glasbo ob koncu videoposnetka. Pa si poglejmo še to možnost. Bomo uporabili eno skladbo, ki sem jo iz zvočne knjižnice od YouTubea potegnil in bomo povečali tole časovnico. Če zdaj predvajamo. Ja, ta glasba se bo potem na koncu tega posnetka kar sama končala. Mi bi pa radi, da se glasba utiša postopno. Kako to naredimo? Izberemo najprej tole glasbeno sled in pri level pod kontrolami označimo tale krogec. Preden ga označimo, se pomaknemo na tisto točko, kjer bi radi, da se glasba začne tišati postopno. In vidimo, nam je tukaj naredilo en tale keyframe, tole točko. Zdaj se premaknemo do konca glasbe in preprosto premaknemo tale drsnik čisto do konca navzdol. Vidimo, da je tukaj tale črta, ki ponazarja jakost, se je začela spuščati in tudi še poslušamo zdaj. Vidimo, da je glasba se dejansko postopno utišala. To je zelo priročno za pripravo raznih zaključkov videov, kjer želimo, da se zvok postopno utiša, da ni prehitrega prehoda. Podobno stvar lahko naredimo tudi z videom, če seveda nimamo nekih več videov enega na drugem. Lahko naredimo to z funkcijo opacity. Se premaknemo na konec videa in zmanjšamo prosojnost do konca. Tako bomo zdaj imeli video, kjer bo in slika in zvok bosta počasi pojemala. Tako, pa ste se naučili še enega trika, ki ga lahko uporabite pri svojih videih, da bodo še boljši. Bom vesel, če kakšen video pošljete tudi na info@projektemavs.com, ali pa če imate kakšno vprašanje, kakšno težavo, kakšno dilemo, mi lahko pišete in bom poskusil tudi to odgovoriti v naslednjih videih.